Moje ime je Peter Postatičnik in na Telekomu Slovenije vodim področje zdravja in oskrbe nadaljavo. Upam, da bo tudi za današnji dogodek obveljal star pregovor, da tisto, kar je dobro, da se ponavlja in da se mogoče drugo leto ponovno vidimo na takšnem srečanju, ko bomo spet premaknili stvari naprej in bomo se veselili novih dosežkov. Ne nazadnje, današnji obisk potrjuje to, da znamo delati dobre storitve, globalno zanimive. V sklopu današnjega dogodka bomo na okrogli mizi s ključnimi deležniki razpravljali o potrebnih pogojih in aktivnostih v Sloveniji za uveljavitev storitev zdravja in oskrbe nadaljavo. Seveda, tudi če razvijemo dobro storitev in če ta storitev ne pride do uporabnikov, ne more reševati življenja. Fino je, da se res za eno mizo usedejo vsi ti ključni deležniki, seveda tudi z vami z občinstvom, in da se direktno pogovorimo, kje lahko vsakdo kaj od nas prispeva, da naslednje leto, ko bo spet verjetno takšen dogodek, gledamo, kako smo napredovali in da se približujemo hitreje, kot smo se v preteklosti razvitim evropskim državam na tem področju. Naši sogovorniki z okrogle mize in ciprski gostje bodo na koncu srečanja na voljo za vprašanja. Prav tako seveda vsi razvijalci ter predstavljalci opreme. Skratka, veseli nas, da ste se v tolikšnem številu zbrani na letošnjem dogodku. Hvala lepa, želim vam lep in uspešen dan. Sedaj pa predajam besedo podpredsednici ZDUS-a, gospe Veri Pečnik, ki je tudi vodja projekta Varni in povezani na domu. Temeljite pomisleke. Mislim, da lahko gospod Postatičnik direktno pove, bojimo se za zdravje, bojimo se za ukrepanje, bojimo se, kaj če elektrike zmanjka, kaj če tega zmanjka enega, druga, tretjega. In vam povem, da na koncu ste nas prepričali. Res je in pristopili smo k vam in želimo, da smo dejansko partner, ne samo izvajalec tega. Kot veste, imamo v ZDUS-u program Starejši za starejše, ki je lansko leto tudi prepričal Evropejce, kjer smo dobili tudi nagrado državljan Evrope. Mislim, da smo bolj prepričljivi skoraj v tujini, kot smo marsikdaj doma. Tako da pri nas hodi okoli 3000 prostovoljcev vsak dan na delo. In morate vedeti, ti prostovoljci delajo zastonj, imajo pa največji dostop in največ ljudi poznajo iz tistega deleža, kjer se pojavi e-oskrba. Prostovoljec je res lahko, ampak enkrat, dvakrat, trikrat na mesec lahko obišče človeka, ki potrebuje pomoč, ampak vsak dan 8 ur ali pa 24 ur, pa vikende in nedelje pa ne more biti na razpolago. Zato je ravno naša odločitev padla tako, da pristopimo k sodelovanju. Prepričani smo, da bomo ljudem pomagali, prepričani smo, da nam bo uspelo prepričati župane, jaz sem tudi litijskega župana pogledala, drugih ne vidim, da bodo pristopili k temu, ker to je le stvar, ki ravno to najranljivejšo skupino, ki je, to je tiste ranljive, ki najbolj potrebujejo pomoč, so navadno tudi najbolj šibki. Prepričana sem, bom rekla, tretjič ponavljam, da boste pristopili na pot tako Telekom, kot lokalne skupnosti in tudi posamezniki. To ni samo za tiste najranljivejše skupine skrbi. Imamo tukaj sodelavca oziroma člana ZDUS-a, ki ima že preizkušene te stvari, pa kar nekaj jih je in so zadovoljni. Tako da stopimo skupaj, naredimo nekaj za vse ljudi. Saj ni pomembna starost, pomembno je to, da nekdo potrebuje pomoč. Lahko so tudi mladi, lahko so srednjih let in lahko starejši. In res je tako, razmislimo o tem, kar lahko danes storimo mi za nekoga, bo mogoče jutri za nas. To je naše geslo pri programu Starejši za starejše. Hvala vam in lepo prosim, bodimo strpni in pojdimo z velikimi koraki naprej skupinam, ki nas potrebujejo. Hvala.